so bile te tehnologije, ki so bile nove, kar se tiče humane medicine, da so bile ravno zato zbrane, ker se je vedelo, da bodo potrebni milijardni odmerki, ker je bila to tako resna epidemija. In ravno zaradi tega so bile zbrane te tehnologije, kajti klasične tehnologije enostavno ne bi tega omogočale. In danes vidimo, da v resnici ta cepiva, ki jih imamo in ki preprečujejo, da bi v jeseni spet doživeli novo epizodo zapiranja družbe, da so vsa ta cepiva pripravljena z temi novimi tehnologijami, kar pomeni, da je bila ta presoja, da so se nekako odločili za te nove tehnologije, mRNK in pa vektorsko, ki je bila prej sicer množično že leta uporabljena v veterini, da so se za te nove tehnologije pravzaprav zelo pravilno odločili, kajti če bi ostali na starih tehnologijah, bi se mi zdaj pripravljali na novo zapiranje družbe, ki bi sledilo jeseni. Tako pa se lahko pripravljamo na to, da bomo precepali zadost ljudi, da potem ne bomo rabili zapirati družbe v jeseni. In seveda veljajo vsa ta dejstva, ki jih je že profesor Berličeva omenila. Pravi podvig pri nastanku teh cepiv je bila po eni strani odločitev, ki je bila dosti pogumna za te nove tehnologije. Drugo je bilo pa pravzaprav odločitev za tako obsežne klinične poskuse, ki se jih normalno naredi v nekaj letih. Tukaj je bilo pa to storjeno zelo koncentrirano v nekaj mesecih. Se pravi, to je bil podvig, ki je bil organizacijski, finančni, ampak vse zaradi tega, ker so se vsi od znanstvenikov do politikov dobro zavedali, kaj sledi, če se ne bo naredili nekaj takega, kot so učinkovita cepiva.